bodo vsi trije zarezali, zato en velik aplavz. Torej, železniška proga nadgrajena, obnovljena, prenovljena, kakorkoli želite, med Mariborom, Šentiljem in državno mejo je uradno odprta. Dejstvo je, da so železnice v preteklosti bile nekoliko zapostavljene. Slovenija je ob osamosvojitvi, po moji oceni, pravilno dala prednost avtocestnemu križu. Zdaj je pa, bom rekla, lovimo tiste zadnje minute, da smo pospešeno začeli vlagati tudi v železniško infrastrukturo. Približno čez dobro leto, ali še malo več, bo končan ta največji infrastrukturni projekt, to je drugi tir. In s tem bomo dali tudi tej progi, kjer smo danes, bom rekla, še več možnosti uporabe. In jaz sem vesela, da tudi to, kar vidimo, je pravzaprav že nastavek za dvotirno progo, ki naj bi bila po naših predvidevanjih, upam, da tudi finančna sredstva bodo, dvotirna tam nekje do leta 2032. Pusti da peljem se, pusti da grem, prek viadukta skozi tvoje. Tu zabava, za novi viadukt je postava, ne mira, za novi se tunel nam odpira. Se s karnevalom danes bo pelo, za vas sem karto že kupila, stroje vodjo sem osvojila. Posodobitev te proge je odličen primer spodbujanja potnikov, da za svoje poti izbirajo prav vlak. Postaje so obnovljene in nadgrajene, na voljo so parkirišča, vožnja po novih tirih pa je udobnejša in hitrejša. Železnica je bila vedno simbol napredka. In če je v preteklosti ta simbol napredka prišel v naše kraje, iz Avstrije, iz cesarstva, danes dokazujemo, da je Evropa tisti vir napredka, ki prinaša in pomaga Sloveniji pri izgradnji železniške infrastrukture. Še lokomotiva nas je pozdravila in doživeli boste tudi tole. Štadlerov flirt vas bo pozdravil, skupne dolžine približno 80 metrov, pelje potnike proti Avstriji. Ja, eden od bolj pomembnih projektov, tako za Slovenijo kot za Evropo. Kot sem povedala, je kar zajeten kupček evropskega denarja, prav približno 1,3 milijarde evrov v teh 20 letih Slovenija dobila iz Bruslja. In jaz si, bom rekla, pričakujem, da glede na to, da moramo prihodnost narediti bolj zeleno, bo v naslednjih letih in v naslednjih perspektivah tega denarja za železnice še bistveno več. Vlaganja v železniško infrastrukturo so eden ključnih gradnikov zelenega prehoda, saj je železnica eden od najčistejših načinov prevoza. Te investicije so torej še posebej pomembne prav v tranzitnih državah, kot je Slovenija. In pri tej investiciji danes je tisto, kar me navdušuje, ne samo to, da je zaključena, ne samo to, da je bil denar smotrno porabljen, ampak da je investicija tudi zgled, kako načrtovati bodoči razvoj, kako uporabiti staro progo za nove trende, v tem primeru kolesarske, kako predpripraviti novo progo na način, da lahko zgradimo še drugi tir. In kako potrebna je bila ta obnova, dokazuje tudi število kompozicij, ki se pelje mimo ravno v času tega govora.